Jaz vas vse prav lepo pozdravljam na Visoki šoli za računovodstvo in finance, na prvem informativnem dnevu v letošnjem letu, ki se pa pravzaprav nanaša na študij, ki se bo začel 1. oktobra 2025 oziroma v določenih primerih že lahko tudi prej, kar vam bom predstavila. Samo da še zdaj delim svojo predstavitev. Tako, upam, da vidite zdaj moje prosojnice. Ja, upam, da, ne? Ja, super. Evo, dam jaz to, tako. To se pravi, res, dobrodošli na Visoki šoli za računovodstvo in finance. In najprej seveda mogoče ključno vprašanje, ki ste si ga verjetno postavljali ali se z njim srečujete, zakaj postati strokovnjak s področja računovodstva in financ. Razlogov je lahko več, ker želite vplivati na odločitve v podjetju, ker računovodja oziroma finančnik je taka kar desna roka direktorja, odločevalcev v podjetju, ali ker želite postati vodja finančno-računovodske službe, želite mogoče postati svetovalec poslovodstvu, ki se skupaj z njim odloča o prihodnosti podjetja, in ker vemo že dolgo, da zgolj knjiženje prejetih računov ni poslanstvo dobrega računovodja. Kajti danes je zelo veliko funkcij v računovodstvu že avtomatiziranih, približno 86%, in to se pravi, je vključevanje računovodstva v poslovanje, to se pravi poslovodnega računovodja, ki sodeluje pri odločitvah, vedno bolj pomembno. In to je tudi naš cilj, kar izobražujemo na naši šoli. Kaj so vaše prednosti in koristi, če se vpišete k nam na šolo? To se pravi, vsekakor vas seznanjamo z aktualnimi vsebinami z področja računovodstva in financ. Slušatelji hitro pridobijo in nadgradijo informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Vse je takoj aplikativno v praksi. Predavatelji so strokovnjaki svojega področja in se vsakodnevno ukvarjajo tudi z vprašanji, ki jih predstavljajo. To pomeni, da večina naših predavateljev je dopoldne aktivnih v svojem poklicu in praktično dela stvari, popoldne pa potem to znanje prenaša tudi med vas. Potem izobraževanja so podkrepljena s koristnimi pripomočki, ki jih lahko slušatelji uporabijo pri svojem delu že takoj naslednji dan, kot so to na predavanjih slišali ali imajo odloženo v spletni učilnici, takoj lahko uporabijo. Torej, kako postati dober računovodja ali finančnik? Pri nas imate dve možnosti. Ali da se priključite študijskim programom in dobite formalno izobrazbo prve ali druge stopnje, ali se priključite izpopolnjevalnim programom in pridobite certifikat, ki dokazuje, da ste usposobljeni za določeno področje. Študijska programa sta pri nas dva. To je dodiplomski študijski program ali, kot mu tudi rečemo, prva bolonjska stopnja in pa magistrski študij ali druga bolonjska stopnja. Na dodiplomskem študiju lahko izbirate med 3 smermi, smer računovodstvo, smer finance in pa tretja smer računovodstvo in finance v javnem sektorju. Medtem ko magisterij ima eno smer, forenzične preiskave v financah in računovodstvu, ampak je zato ta ena smer tako bolj zanimiva in specifična, ker smo edini, ki izvajamo to vrstno obliko študija v Sloveniji. Izpopolnjevalni programi, teh se je kar nekaj že nabralo, ker jih vedno, bom rekla, na novo dodatno kreiramo glede na potrebe na trgu. Tako je v bistvu eden izmed prvih programov, ki je nastal, je certificiran poslovodni računovodja, potem certificiran preiskovalec prevar, certificiran strokovnjak za obračun plač, davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in pa tudi certificiran finančni računovodja, ki je zadnji program, ki smo ga razvili in se tudi prvič izvaja v študijskem letu 2024-2025. Kaj je skupnega vsem našim študijskim programom? To je predvsem kreativnost pri študiju, vsa gradiva so odložena v e-učilnico, veliko je praktičnih primerov, ki se rešujejo v skupinah, seminarskimi nalogami rešujete svoje probleme v podjetju, veliko pa v zadnjem času tudi seminarske naloge nadomeščamo s kakšnim projektnim delom,
zato ker nekako ocenjujemo, da še potem več praktičnega znanja študentje pridobijo. Vsekakor je prednost tudi ali pa skupno vsem našim študijskim programom razpoložljivost predavateljev. Predavatelji so vam na razpolago ves čas vašega študija pri predmetu, tako preko, to se pravi na samih predavanjih, potem preko spletne učilnice, kjer lahko z njimi komunicirate tudi preko forumov, e-mailov, kontaktnih ur, konzultacij, kakorkoli se dogovorite. Upamo si trditi, da je naš študij po meri študenta, kajti zelo si lahko prilagodite svoj študij tudi na ta način, da ga poslušate ali v predavalnici, ali nadaljavo, ali kasneje posnetke, ker večino naših predavanj se tudi posname in potem so na razpolago v spletni učilnici do konca tistega študijskega leta, v katerem se je izvajalo predavanje. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času, od 16:30 do 19:45. V živo potekajo v Ljubljani, lahko se pa tudi nadaljavo priključite, to se pravi kot hibridna oblika, to se pravi neposredno poslušate to predavanje v živo in lahko se vključujete in tudi sprašujete. Po končanem študiju seveda dobite izobrazbo ustrezne stopnje, glede na študijski program, ki ste ga izbrali. Imamo vsa gradiva v elektronski obliki, poleg tega še pa tudi seveda bogato knjižnico, ki smo jo poimenovali po doktorju Ivanu Turku. To je bil eden izmed pomembnejših profesorjev računovodstva v Sloveniji, učil je na ljubljanski ekonomski fakulteti, tudi avtor in soavtor prvih slovenskih računovodskih standardov in tako dalje. In nam je tudi, žal je že pokojn in ko je, umrl, je nam zapustil vso svoje gradivo v knjižnico in zato smo tudi knjižnico po njem poimenovali. Prav tako pa je seveda naša šola prostor za zaupanje in nadaljnje sodelovanje. Zelo smo veseli, ko vidimo, da se študentje med seboj povezujejo in tudi sodelujejo pri svojem delu in skupaj iščejo rešitve za morebitne izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Pa če zdaj podrobneje pogledamo posamezne programe, najprej dodiplomski študij, kjer sem že omenila, da imamo 3 različne smeri. Raven izobrazbe, ki jo pridobite, ko končate tovrstni študij, je 6. stopnja skozi 2. Študij traja 3 leta. Seveda izpiti plus praksa in pa diploma. Naziv, ki ga pridobite, je diplomirani oziroma diplomirana ekonomistka. Kakšne so razlike med študijskimi programi, to se pravi med temi 3 smeremi? Prvi letnik je enak za vse smeri, potem pa se v drugem letniku pravzaprav odločite, ali se boste bolj fokusirali na smer računovodstvo ali na smer finance ali pa morebiti računovodstvo in finance v javnem sektorju. Tako imate potem že v drugem letniku nekaj specifičnih primerov, ki se vežejo vaše smeri, v tretjem letniku pa je, nabor predmetov za posamezno študijsko smer veliko večje in bolj usmerjen v samo smer, ki ste jo izbrali. Tako imamo na primer v računovodstvu je seveda poudarek na računovodstvu, tako imate v tretjem letniku zahtevna področja finančnega računovodstva, organiziranje računovodstva in financ v podjetju, stroškovno računovodstvo, računovodsko poročanje, medtem ko tisti, ki se odločijo za finance, pa v bistvu se bolj posvetijo finančnim inštrumentom, borznemu poslovanju, obvladovanju finančnih tveganj, financiranju rasti podjetij in podobno. Prav tako zelo zanimiv predmet, ki ga v drugem letniku poslušajo, so osebne finance. Računovodstvo in finance v javnem sektorju je pa tudi precej specifičen, ker javni sektor ima svoja področja, svoje specifike, ureja ga tudi drugačna zakonodaja, drugače morajo računovoditi, zato je posebej poudarek na računovodstvu v javnem sektorju. Podrobno se predstavi, kako pravzaprav javni sektor deluje, kako je upravno pravo in postopek, državni proračun, občinski proračun in proračun EU, kako poslujejo proračunski uporabniki, evropska sredstva v Sloveniji, nadzor javnih financ, javno naročanje, res zelo fokusirano
fokusirano na javni sektor. In je tudi, bom rekla, to edina oblika študija v Sloveniji, ki se osredotoča na javni sektor v smislu, da dobite formalno izobrazbo z tega področja. Prvi in edini v Sloveniji smo, ki izvajamo ta program forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu, to je magistrski program in je v bistvu namenjen vsem tistim, ki so na nek način malo detektivi po svoji naravi oziroma si želijo že predhodno urediti sam sistem delovanja v podjetju na ta način, da do prevar sploh ne more priti. To se pravi, naš program je bolj usmerjen v to, da se same notranje kontrole, sistem poslovanja vzpostavi tako, da se prevare preprečujejo. Ni toliko usmerjen v to, da odkrivamo prevare. To je druga faza, najprej si želimo, da do prevar sploh ne pride. To se pravi, to je magistrski študij, to je druga bolonjska stopnja, raven izobrazbe, ki jo pridobite, je 7. stopnja. Študij traja 2 leti, v teh 2 letih pač naredite izpite in izdelate tudi magistrsko nalogo. Naziv, ki ga dobite, je magister, magistrica financ in računovodstva. Šolnina za te študijske programe je pa sledeča. Zdaj za dodiplomski študijski program šolnina znaša 3150 na leto oziroma 3350. Ceni se razlikujeta v tem, da eno govorimo o klasičnem študiju, druga je hibridna oblika študija, kar pomeni, da vse spremljate samo na daljavo. Medtem ko pri klasičnem študiju vseeno pretežno prihajate tudi v predavalnico. Ta šolnina se pa razdeli na vpisnino in pa potem šolnino. Vpisnina se plača v bistvu takoj ob vpisu, šolnina se pa lahko razdeli na plačilo 10 obrokov, oziroma če plačate v enkratnem obroku, se zgornji znesek 3150 na primer zmanjša za 50 evrov. Dodatno pa je potem seveda to v 3. letniku še pristop k diplomski nalogi 500 evrov. Na magistrskem študiju so cene sledeče, 3550 za normalno obliko študija in za kombinirano 3750. Tukaj je potem šolnina razdeljena na 350 evrov vpisnine in pa razlika potem šolnina. Plačilo v enkratnem znesku je potem seveda 50 evrov, tako kot prej, in pristop k magistrski nalogi 750 evrov. Kaj vse je všteto v šolnino? To se pravi, seveda poleg tega, da obiskujete predavanje in hodite na izpite, to se pravi 3-krat na leto lahko pristopite k enemu predmetu, k enemu izpitu. Članstvo v naši knjižnici, 30% popust na vsa ostala izobraževanja, ki jih organiziramo. Tu, ko rečemo ostala izobraževanja, imamo v mislih naše seminarje, konference. Prav tako se potem vključite v alumni klub po končanem študiju. Imate neposredni kontakt s predavatelji, strokovnjaki iz prakse. Velikokrat se za študenti dobimo kakšno uro pred predavanji in konkretno razpravljamo o njihovih problemih, težavah in poskušamo najti skupaj rešitve, tako da v bistvu res dobijo veliko pomoč. Kontakti potem z ostalimi računovodji, to se pravi študenti, ki študirajo na VŠR in so drugje v računovodstvih, kar pomeni, da delite svoje izkušnje med seboj. Prav tako kar nekaj obštudijskih dejavnosti izvajamo na Visoki šoli za računovodstvo in finance, to so kakšni raziskovalni projekti, priključujemo se potem tudi projektu Po kreativni poti do znanja, udeležujemo se na konferencah, seminarjih in delavnicah, možne so tudi mednarodne izmenjave, objavljanje strokovnih člankov v naši reviji Poslovodno računovodstvo. To se pravi, to zelo spodbujamo. Običajno vas bodo tudi vaši profesorji, predvsem če bodo zaznali, da ste zelo dobro napisali kakšno seminarsko nalogo ali sodelovali pri kakšni raziskovalni nalogi, pozvali, da sodelujete tudi pri nastanku članka, kar je zelo koristno, da dobite tudi te izkušnje, kako se nek članek pripravi, kako je s citiranjem literature, kako je vse to potrebno narediti, kar vam potem olajša tudi, ko pišete svojo zaključno nalogo.
Mednarodne izmenjave, ne glede na to, da ste študenti ob delu in vem, da velikokrat nimate možnosti, da bi šli za leto dni kam na izmenjavo, čeprav ta možnost obstaja, če bi kdo imel interes, imamo veliko takih mednarodnih izmenjav tudi kratkoročnega značaja, za tedni, 14 dni ali pa celo nadaljavo, da samo poslušate neka izbrana predavanja neke druge univerze, zelo smo povezani z univerzo v Splitu, na Hrvaškem, tudi v Bolgariji in tako dalje, tako da teh možnosti izmenjav je kar nekaj. No, pa smo zdaj že pri naših izpopolnjevalnih programih, ki so seveda krajše narave, trajajo približno leto dni. To je na primer certificiran poslovodni računovodja ali kot ga krajše imenujemo CPR. Po vsebini je pa primerljiv z mednarodnimi programi kot sta CIMA in IMA. Znanje, ki jih pridobite, so pa za podporo odločanja, izdelava analiz, priprava računovodskih informacij, res kot v podporo za odločanje poslovodstvu. Komu je namenjen ta program? Menedžerjem, članom upravom in poslovodstvo za diplomirane ekonomiste, financ, prava, organizacije dela, drugih sorodnih področij. Potrebna izobrazba, ki je zato, da se vpišete na ta program, je srednješolska ali višješolska izobrazba ob ustreznih delovnih izkušnjah. To se pravi, če imate samo srednješolsko izobrazbo, je potrebno dokazati določene delovne izkušnje. Certificiran preiskovalec prevar ali CPP je primerljiv z mednarodno priznanim programom ACFE. Znanja, ki jih pridobite, so iz preiskovanja, preprečevanja, odkrivanja prevar v financah in računovodstvu, namenjen je pa za diplomante ekonomije, financ, prava, organizacije dela in sorodnih področij. Vpis pa je možen za srednješolsko in višješolsko izobrazbo spet ob ustreznih delovnih izkušenj. Ta mogoče certificiran preiskovalec prevar kot izpopolnjevalni program je po vsebini najbolj podoben našemu magistrskemu študiju, zdaj tudi določene vsebine skupaj poslušate z našimi magistrskimi študenti, medtem ko prejšnji program certificiran poslovodni računovodja pa je bolj podoben po vsebini dodiplomskemu študiju računovodstva. Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije je izpopolnjevalni program, ki traja tudi 1 leto, je v fazi akreditacije pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Vsi ostali predhodni programi so že pridobili to akreditacijo. Vpisani so v katalog pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije po opravljenem izobraževanju. Zagotavljamo potem tudi redna izobraževanja za osvežitev znanja in obnavljanje licence. Pišete se lahko za srednješolsko ali višješolsko izobrazbo, spet ob ustreznih delovnih izkušnjah. Certificiran finančni računovodja, sem že omenila, da je to v bistvu najnovejši izpopolnjevalni program, ki ga izvajamo v letošnjem študijskem letu prvič. Znanje, ki jih pa pridobite, pa so za pripravo vseh vrst računovodskih poročil za zunanje uporabnike. To je statistična poročila, davčni obračuni, letna poročila. Namenjen je pa seveda vsem tistim, ki delajo v računovodstvu in morajo pripravljati računovodska poročila za zunanje uporabnike. To je potrebna izobrazba, ravno tako srednješolska ali višješolska ob ustreznih delovnih izkušenj in naziv, ki ga pridobite, je certificiran finančni računovodja. Kotizacija za vse te 4 izpopolnjevalne programe, torej CPR, CPP, davčni strokovnjak in pa CFR, je 2150 €. Lahko se razdeli na 2 do 10 obrokov, v ceno je spet vključena študijska literatura, 3-krat opravljanje izpitov in pa vse ostalo, kar smo tudi že našteli pri ostalih študijskih programih. Potem imamo še pa certificiran strokovnjak za obračun plač. Zakaj tega predstavljam ločeno? Zato, ker je v bistvu krajši. Vsi prejšnji 4 programi trajajo 1 študijsko leto. Tale program pa traja nekje 3 do 4 mesece, je v obsegu 8 srečanj, izvaja se enkrat letno, september, oktober, pa še tam november se včasih zavleče, pa potem izpit.
je akreditiran in ima tudi 10 kreditnih točk. Vpišete se potem v register certificiranih strokovnjakov za obračun plač in prav tako zagotavljamo redno izobraževanje za osvežitev znanja. Cena tega programa pa je 1320 evrov. Kdaj se lahko vpišem v šolo? To je vedno ključno vprašanje, to se pravi, vpis v šolo je možen od jutri, oziroma nekako so obljubili, da bo že danes odprto, jaz sem nekako rajši za rezervo vpisala, da bo to jutri, da bo res odprto, ker vpis je treba opraviti preko portala EVŠ. In traja seveda zdaj prvo obdobje do 25.7.25, potem so kratke počitnice in spet se nadaljuje vpis 20.8. in potem seveda do 30.9. To je čisto uradno. Drugače pa lahko se vpišete k nam skozi celo leto preko EVŠ-ja, tako kot sem te datume povedala. To se pravi, tudi če bi želeli že zdaj začeti z študijem, lahko se vpišete, čeprav uradno začnete z študijem 1.10., vam dajemo določeno možnost, da lahko že določene predmete, izpite, če so seveda zdaj na urniku, že tudi opravite predhodno. Tako da v bistvu lahko en del obveznosti mogoče že opravite prej. Vpis v višji letnik gre seveda po merilih za prehode in priznavanje predhodno pridobljenih znanj. Zdaj pogosto se k nam vpisujejo tudi iz višjih šol, če ste končali predhodno višjo šolo in želite nadaljevati na visoki, se potem v bistvu odvisno od tega, ali ste dokončali študij sorodne študijske smeri ali ne, vpišete lahko že direktno v drugi letnik in tam nadaljujete z študijem. Imamo tudi poslovno enoto v Mariboru, kjer deluje referat in tudi v Mariboru lahko potem prihajate opravljati izpite. Sama predavanja se žal v Mariboru trenutno ne izvajajo, ker ni dovolj kandidatov, če pa bi se kdaj izkazalo, da bi tudi v Mariboru bilo dovolj kandidatov, pa bomo z veseljem tudi organizirali študij v Mariboru. Zelo smo usmerjeni iz prakse v prakso, to se pravi povezovanje naučenega s svojim poslovnim okoljem. Velikokrat predavatelji prosimo, da študentje pripravijo svoje primere, izzive, s katerimi se srečujejo, če so jih pripravljeni deliti tudi s svojimi kolegi, in to skupaj potem razpravljamo v skladu z seveda snovjo, ki jo obravnavamo tudi pri predmetih. Učenje na primerih iz prakse, to se pravi, to je tipičen tak primer, če lahko kak vaš sošolec ali vi pripravite primer, s katerim se srečujete, to dobrodošlo za vse, da vidi, s kakšnimi problemi se v praksi vključujemo. Potem pa seveda vključevanje v praktične projekte. Veliko nekih projektov na šoli izvajamo in kjer je le možno, vas tudi vključimo, povabimo, da sodelujete, kar je tudi zelo dobra priložnost, da se spoznate z okoljem, navežete stike, mogoče tudi z novimi podjetji in tako gradite svojo kariero. Zdaj, seveda bi vas želeli spodbuditi, da k čim prejšnjemu vpisu, tako kot sem že danes omenila, se lahko študij začne že danes in vam nekako danes ponujam ugodnejšo šolnino in vaš prihranek, če se vpišete preko portala EVŠ do 21.2.2025 do 16. ure, vam ponujamo popust pri šolnini. Tako na primer za dodiplomski študijski program je potem cena 2850 oziroma 3050 in je vaš prihranek 300 evrov na letni ravni. Pri magistrskem študiju je vaš prihranek potem 200 evrov. In pa pri izpopolnjevalnih programih vam tudi ponujamo nižjo ceno in nekje v povprečju prihranite od 150 do 200 evrov na celotno šolnino. Zakaj je mogoče ta ponudba ugodna in je velja o njej razmisliti in jo izkoristiti? Ker kot sem rekla, ne glede na to, da boste uradno vpisani kot študent šele v študijskem letu 25-26, bi s tem, ko se vpišete k nam, sklenete pogodbo z nami, da boste pač
pač sodelovali pri študijskem programu, ki se začne oktobra, vam že zdaj damo možnost, poiščemo za vas, katere predmete bi lahko že poslušali. To se pravi, seveda, kar je na urniku do zdaj, vemo, da smo zdaj pač nekje v sredini februarja oziroma že v drugi polovici februarja, ampak vseeno se še kar nekaj predmetov izvaja marca, aprila in maja in mogoče lahko katere predmete že poslušate, opravite izpite in seveda s tem pridobite čas, da vam bo potem v rednem študijskem letu lažje. To se pravi, s tem, če se odločite za vpis zdaj do 21.2., dobite dve prednosti. To se pravi, prvo nižjo šolnino in pa tudi že možnost, da določene izpite, seveda tiste, ki niso vezani na določena predznanja, opravljate tudi že zdaj v tem poletnem semestru ali kakorkoli naj rečem. Tako da v bistvu bi vas kar povabila, da razmislite o tem in se odločite, ker mislim, da prihranek ni nezanemarljiv. Zdaj, tukaj so še navedeni naši kontakti, kjer nas dobite, kjer nas najdete, z veseljem vam bomo odgovorili ali na mail, ali če nas boste poklicali. Seveda pa absolutno sem še zdaj na razpolago za vprašanja, oziroma se jih že prav veselim, če mi boste postavili kakšna vprašanja. Zagotovo so se vam porodila ob tem kakšna vprašanja, nekaj se je nam še pridružilo kandidatov, ki jih na začetku še nisem videla, tako da tudi vsem tistim prav lep pozdrav. Zdaj pa vam kar predajam besedo, kar korajžno z vprašanji na dan. Dan, mene zanima, kako je glede šolnine, če recimo si ti na sredini leta pač premisliš, da bi to smer še študiral, a je pa glede na to, da podpišemo pogodbo, vseeno treba plačati letnik do konca, ali kako je tukaj pri vas? Ja, zdaj za pogodbo se zavežete in pač sredi leta ne morete prekiniti pa reči, da zdaj ne bi več plačevali ali ne bi izvajali. To je tudi treba razumeti, ker mi v bistvu načrtujemo izvedbo študijskega procesa glede na število študentov, ki se vpiše na začetku študijskega leta, in zdaj, če bi se jih pol premislilo, potem ne moramo več izvajati študijskega programa, ne? Tako da v bistvu to je zaveza. Je pa, glejte, ena specifika. Moramo vedeti, da ste v glavnem pri nas ali pa vse k nam nekako prihajajo študenti ob delo, da ste v službah, da ste zaposleni in verjetno je včasih tudi ovira, da imate veliko drugih obveznosti. Zato jaz vedno predlagam, da si zastavite realne plane, kaj boste res lahko naredili. Praksa je in pa tudi zakonodaja se v tej smeri pripravlja, da bodo izredni študentje nekako 2 leti, 1 leto študirali, da bo to za njih normalno, ne? Ker verjamem, da je v enem letu mogoče študentu, ki je zaposlen, pa mogoče ste še v obdobju, ko imate družino, pa še veliko drugih privatnih obveznosti, v enem letu narediti vse izpite veliko. Pa ne govorim samo o vseh. Zdaj za napredovanje v višji letnik ne rabite pravzaprav veliko, niti polovica ni potrebno narediti, tako da običajno študentje načrtujejo svoje obveznosti, kaj bodo poslušali in kaj bodo naredili, da dosežejo število kreditnih točk, ki jih morajo doseči, da pridejo v drugi letnik, in si potem nekako v zadnjem letu pustite in še naredite tisto, kar vam je pač ostalo. Tako da upam, da sem odgovorila, Taja. Ste, ja, hvala. Kako je pa glede izpitov pa predavanj, kolikokrat na teden so v živo, pa po koliko časa? Ja, običajno imate 2-krat na teden ali pa včasih tudi 3-krat na teden, od ponedeljka do vključno v četrtek, zelo redko kdaj je tudi kaj v petek, mogoče, če se izrecno dogovorite s predavateljem za kakšne konzultacije ali dodatne vaje, drugače je v glavnem skoncentrirano od ponedeljka do četrtka vključno, in kot sem rekla, v popoldanskem času od 16:30 do 19:45. Predavanja so praviloma v živo,
ali pa, to se pravi, bom rekla, hibridna oblika kot taka, to se pravi predavatelji v predavalnici, kdor želi pride v predavalnico, oziroma tako bom rekla, vas prej vprašamo, kdo bo prišel v predavalnico, kdor želi poslušati na daljavo, zato ker v bistvu je treba tudi tehnično potem urediti, da imate dostop in možnost poslušati na daljavo. Večina predavanj, vsaj na dodiplomskem študiju, mogoče kakšno predavanje na magisterskem študiju, da se ne posname, ostalo vse posnamemo in so potem posnetki predavanj tudi na razpolago v spletni učilnici. Še tudi mogoče tole, pri nas se predavajo predmet za predmetom, to se pravi, hkrati mogoče poslušate 2 predmeta, potem je, ko se konča predavanje, je mogoče 14 dni, 3 tedne, odvisno od obsega predmeta, bom rekla, premora, da je potem izpit. To se pravi 2 tedna do 3 tedne za končanim zadnjim predavanjem, pa potem izpit. Je pa res, da se med tem časom pa že začnejo predavanja drugega predmeta, tako da nimate tistih 3 tedne zdaj prosto, ne, v tem smislu. Kaj pa je tako največja razlika med računovodsko smerjo pa financami? Mislim, saj vem, da se to odločamo pol šele v 2. letniku, ampak tako, pač če bi vi mogoče znali Ja. povedati. Zgleda, da ste prišli malo kasneje, ker sem na eni prosojnici, pa je mogoče še lahko prav pokazala razlike med predmeti. Ste že bili takrat ali ste prišli kasneje? Jaz sem 10 minut kasneje prišla. Aha, tako da niste. Bom dala še enkrat to prosojnico, pa bomo točno pogledali, ker imam specificirano, kateri predmeti so pri enem in drugem. To se pravi, tako kot ste lepo rekli, za smer se odločite v 2. letniku, v 1. letnik je enak za vse smeri in potem v bistvu, če zdaj gleda, vprašali ste med računovodstvom in financami, v 2. letniku je ta razlika. Računovodstvo bo poslušalo upravljalno poslovodno računovodstvo, medtem ko finance predmet osebne finance. Ostalo je še vse enako. V 3. letniku pa je kar precej razlik. Zdaj računovodje poslušajo računovodsko usmerjene predmete, kot so zahtevna področja finančnega računovodstva, organiziranje računovodstva in financ v podjetju, stroškovno računovodstvo, pa računovodsko poročanje. Finance pa zahtevna poglavja za analize poslovanja, finančni inštrumenti in borzno poslovanje, obvladovanje finančnih tveganj in pa financiranje rasti podjetij. Tako da tukaj so potem v 3. letniku so, bom rekla, ključne razlike v predmetih, ki jih poslušajo en in drugi. Ok, najlepša hvala. Prosim. A drugače pa glede del pa prakse v računovodstvu se lahko tudi obrnemo kaj na šolo, da lahko pač z vašo pomočjo dobimo kje za delati pa to, ker če gledaš tako po internetu, zelo veliko iščejo, da imajo že izkušnje, a ne. Ja. Jaz pa glede na to, da prehajam iz srednje šole, glih nimam izkušenj v računovodstvu. Ja, razumem, ja. Dobro vprašanje glede prakse, hvala za to vprašanje. Tako je. Zdaj študentje, ki ste že zaposleni ali pa imate že delate v računovodstvu, lahko to prakso, to se pravi svoje delovne izkušnje uveljavljate na ta način, da date vlogo za priznavanje prakse. Tisti, ki pa nimate še delovnih izkušenj, tako kot je Taja rekla, da pač prihaja po srednji šoli ali da ste iz drugih smeri, pa seveda mi na šoli pomagamo poiskati podjetje, kjer boste lahko opravili prakso, tako da ni problema. Ali si poiščete sami, če ne najdete sami, ali nimate možnosti, sploh ne veste, kje bi iskali, se obrnete na šolo in vam mi pomagamo poiskati prakso. Tako. Koliko so pa v povprečju stari vaši študenti po letih? Ja, tam okrog 30. Aha, ok. Nekje v povprečju 30. Zdaj, če razumem, Taja, vi ste še zdaj srednješolka, zdaj zaključujete 4. letnik?
Ja, tako ja, zdaj Ja. zaključujem 4. letnik. Ja, manj imamo takšnih študentov, ki končujejo srednjo šolo, več imamo, bom rekla, malo starejših ali pa, čeprav za moje pojme so še to vedno mladi, tudi okrog 30. Ampak smo pa tudi imeli že take študente, no. Najlepša hvala. Prosim. Jaz bi prosila samo za individualne, ker imam pač določene vprašanja, ki mogoče ne bi zdaj tudi ki Okej, bom lahko do konca počakala. Ja, Imaš bilo kakšno vprašanje? ja. Jaz bi tudi lepo prosim par stvari vprašala. Ja. Okej. Najprej me zanima, če sem prav razumela, med klasičnim študijem pa tem hibridnim, a ne. Se pravi, če hodiš na klasičnega, nimaš možnosti prek spleta. Imaš A lahko? možnost. Okej, pa Lahko. samo tisti posnetki za nazaj ali tudi skupaj, istočasno? Vse, bom rekla, ključna razlika, ki je med kombiniranim in klasičnim študijem, je, da pri kombiniranem tudi lahko delate izpit na daljavo. Okej, pol je tako, kot piše, v redu. Ja. Ker prebrala sem tako, razumela sem, pa potem nisem bila več čisto prepričana. Okej, no super, to je fajn, da če slučajno kdaj ne moreš, je tako Ja. še vedno lažje. Čeprav jaz bi raje v predavalnico hodila, kakor se bo dalo, no. Pač čim Ja, več. tako moram reči, glejte, za temi izpiti na daljavo je tako. Mi smo se sicer poskušali tehnično usposobiti, študentje v bistvu prej pridejo na testni izpit, zato da si ta exam browser naložijo, posebne pač stvari je treba na računalnik tudi naložiti. Glejte, včasih, če internet kaj zamoči, se je tudi že zgodilo, da kakšen študent ni mogel opravljati izpita in žal v tistem trenutku ne moremo pomagati, ne, pol pač izgubi izpitni rok. Tako da bolj, bom rekla, varno je, pa še ceneje za vas, če imate možnost vsaj na izpit priti v predavalnico, ker vse Se ostalo strinjam. pa lahko vi delate enako, lahko hibridno, včasih, če vam ne bo zneslo, pa se boste na daljavo priključili, včasih boste prišli v predavalnico, včasih, če sploh ne boste imeli časa, pa boste posnetek pogledali za nazaj. Če pa pravim se, kje ne bi kdaj posnelo, pa to izrecno opozorimo študente, da na primer to predavanje se pa ne snema, da si lahko organizirate pol čas, pa greste poslušati, no. No, to je super. To je v bistvu idealno, no. Mislim tako, da je možno oboje. Okej, to je. No, zdaj pa še druga stvar. A pri vas, recimo, v primeru, da se ne moreš vpisati v višji letnik, a obstaja pavziranje? Pač predvidevam, da ni treba avtomatično ponavljati. Če se zgodi, saj sem pogledala kreditne točke za prehod, niso toliko mučne, ampak enkrat Ja. po vsej moraš to narediti, a ne? Ja, ne rabite ponavljati letnika. Zdaj, kaj je Okej. prednost, če se odločite za ponavljanje letnika? Ponavljanje letnika pač pomeni, da položnine za leto plačate. Potem pomeni, da lahko greste še enkrat vse poslušati, 3-krat na izpitni rok. Če pa pavzirate, če pa rečete, ne bom nič, pol pa pomeni, da se morate znajti s tem, kar ste pač prejšnjo leto poslušali, pa greste potem samo na pristop k izpitu plačate. Ko se odločite, greste na izpit in plačate pristop k izpitu. To je ta razlika. Okej, a mogoče se spomnite, koliko stane pristop k izpitu? 150 evrov. No, super, okej, hvala. Tako. Zdaj pa še ena stvar. Recimo, če bi se jaz želela s tem popustom vpisati, ne. Meni je gospa Marjana v referatu rekla, da jaz bi se lahko vpisala v drugi letnik, avtomatično, ker imam višjo šolo končano. In zdaj, če bi se hotela recimo res v primeru, da se vpišem do 21, a se da tudi tako hitro izvesti? Ja, glejte, vi se boste na EVŠ, ravno sva z Marjano danes govorila, je preverjala, obljubili so, da se bo jutri dalo vpisati. Ko se vi v EVŠ vpišete, tam je potrebno biti edino pozorni, nas najdete pod zasebnem visokošolski zavod, to se pravi, tam morate obkljukati zasebni visokošolski zavod, ker če nas boste iskali med javnimi, nas ne boste našli, ne, ker smo zasebni visokošolski zavod. Ko boste vi izvedli ta vpis, bi jaz predlagala, da kar Marjano mogoče kontaktirajte, ker ona vas mora potem iz sistema uvoziti k nam in potem mi upravljamo vse postopke naprej, sklenemo z vami pogodbo in je lahko to rešeno dan, dva, ni problema. To se lahko hitro potem naredi.
Okay. Jaz bi v bistvu rada prej preverila, jaz bi rada, preden plačam, vedela, a ne, a se mi prizna prvi letnik ali ne, a ne, na podlagi Katero višjo šolo ste končali? poslovni sekretar. Zdaj, kolikor sva se z gospo Marjano pogovarjala, da mi manjka uvod v računovodstvo, bi morala delati pa še ekonomiko podjetja ali poslovanja, Ja. nekaj takega. To se pravi, ja, to so po merilih za prehode, praviloma iz višje šole lahko se vpišejo v drugi letnik na visoko, je pa res, da dobijo kakšen diferencialni izpit. In če je to Marjana že preverila, verjetno ste ji tudi kakšne podrobnosti pošiljali, potem to drži. Ne, podrobnosti nisem nič pošiljala, samo pogovarjala sva se, katero smer imam, tako da Ja, v Glejte, vsakem zdaj- primeru bi bilo to še za preveriti, ne? ja. Jaz bi tako predlagala, glede na to, da sva danes 18.12., če vi meni jutri pošljete, na primer, ali pa danes še zvečer sken vaše diplome, pa zraven specifikacijo izpitov, ki ste jih opravili, bom jaz to preverila in vam dam odgovor hitro, da boste vedeli, ja, v drugi letnik greste, imate pa te diferencialne, ali jih nimate, ali karkoli, preveriva, da ste sigurni, preden se vpišete. No, to bi prosila, ja. Ja. Moj mail pa je darinka.kamensek @vsr.si, pa ga bom tudi tukaj not v chat pisala, da še ostali, če mogoče boste imeli karkoli. Opis predmetov predvidevam, da se nahaja v tistih prilogah pri diplomi, a ne, to ste mislili, kaj drugega in bolj podrobno jaz nimam, ne? Ja, zdaj eno je k prilogi, ali pa ste dobili kakšno potrdilo o opravljenih izpitih, tam je tako zbirno, bom rekla, našteto, katere izpite vse ste v teh 2 letih opravili. Mislim, da je tukaj v prilogi imam naštetek, sam niso pa vpisani. Bom pogledala, pa jaz vam bom poslala, kar imam, no, pa bi vas prosila, Super. če pogledate. Moram pa še mičkeno vsaj razmisliti, no, v vsakem primeru. Razumem. Hvala za razumevanje. Prosim. Še komu lahko pomagam? Ja, jaz bi imela vprašanje. Me slišite? Ja, slišim. Ja. Se pravi, če imaš že izkušnje v računovodstvu, ne, koliko je dejansko to dosti lažje opravljati te izpite? Ko že poznaš tako precej, kako stvari potekajo, no. Ja, to se pravi, če vas prav razumem, delate v računovodstvu Ja. konkretno, ne? Tako. Zdaj tako bom rekla, glejte, sploh ti računovodski predmeti, kot so uvod v računovodstvo, finančno računovodstvo, stroškovno računovodstvo, ti vam verjetno ne bodo delali težav, pač neke teorije je mogoče treba ponoviti, ampak boste verjetno pri praktičnih nalogah veliko bolj suvereni kot tisti, ki se prvič srečujejo s tem in vam bo malo lažje. Morava pa se zavedati, ker se za dodiplomski študij zanimate, prvo bolonjsko stopnjo, ne? Ja. Ja. So pa tudi, ne, predmeti, kot so matematika, pa angleščina, ne, pa potem so osnove ekonomije, pa ekonomika podjetja. Tu pa bo verjetno treba malo več, bom rekla, truda vložiti, ali pa tako kot ostali, verjetno vam to ni toliko blizu, ne, ampak zdaj sami računovodski predmeti vam zagotovo bodo lažji kot tistim, ki se še niso srečali z računovodstvom, ne. Se pravi, tudi zraven teh predavanj so neke skripte ali pa nekaj, po čemer se lahko učiš, ne? Tako, veliko, Ja, to se pravi, spletno učilnico imamo, v kateri se potem za vsak predmet predavatelj naloži vse, kar rabite za študij, ali pa vas napoti na knjižnico, če kaj ni v elektronski obliki, je pa danes dosti gradiva že v elektronski obliki. Tudi v tej spletni učilnici potem oddajate domače naloge, seminarske naloge, forumi so, kjer lahko med seboj komunicirate. Ta spletna učilnica je res tako eno orodje, kjer se vse povezuje, navezuje. Ja, tako. In tam je pol tudi naloženo večino gradiva. Okej, potem bi pa imela še to. Se pravi, preiskovalec za preiskovalca, prevar in davčno svetovanje. Me zanima, če se v oba programa naenkrat vključiš, a se da to učiti
je točno takrat, ali se da to predavanje poslušati za nazaj? Tudi tukaj se vse posname. Se da, ok. Se posname. Zdaj, za preiskovalca prevar, ker sem že omenila, da je po vsebini podoben magistrskemu študiju, v bistvu poslušate določene vsebine z magistrskimi študenti in tam mogoče par predavateljev ne dovoli snemati predavanj, tako vas bomo opozorili, da pač je dobro, da se priključite. Je pa zdaj tudi tako, za preiskovalca prevar potekajo predavanja tudi popoldne, tako kot sem rekla, za vse ostale, medtem ko davčna šola je pa vedno dopoldne. Vsaj te specifični predmeti so pa že tudi dopoldne, ne samo vse popoldne. Ne, ampak tudi se pa da poslušati za nazaj. Kje se da še vse porabi tega preiskovalec prevar? Kam bi se to še dalo tako, mislim, poslovno? Aha, kje bi se lahko zaposlili, mislite, ali kako? Ali pa uporabili, v katere smeri se to zdaj nekako, kot bi rekla, popraševanje, ki poteka. Glejte, preiskovalec prevar pravzaprav ima zelo širok spekter, kjer lahko dela, ker kot sem že rekla, je predvsem naš program bolj usmerjen v vzpostavitev takega delovanja sistemov v podjetju, da do prevar sploh ne more priti. To ste preprečevalno naravnani, ne toliko, da bi vi šli pa odkrivali prevare, ki že nastanejo. In to je pa nenehno potrebno, da vi dejansko, da se pravilno razdelijo naloge v podjetju. Gre za tako organizacijo, ki jo je treba vzpostaviti. Ne vem, čisto banalno, ne more računovodja, ki knjiži, tudi plačevati TRR. Ali pa ne morejo biti neke nezdružljive funkcije v isti osebi. In to je treba zagotoviti. Kako bomo te kontrole na 4 oči vzpostavili in tako dalje. To marsikje v podjetjih manjka. Se pravi, pri večjih podjetjih, ne? Pri večjih, pa tudi pri malih je to velik izziv, zato ker velikokrat ljudi ni. In se to še mogoče bolj dogaja, da potem pride do zlorab, ker enostavno reče, če pa sem za vse sam, saj nimam človeka. Ampak so tudi druge metode, kako v takih manjših podjetjih to zagotavljamo, da ne pride do tega, ker predvsem mi preko naših inštitutov tudi izvajamo kdaj forenzične revizije, smo tudi v manjših sistemih velikokrat odkrili, ravno zaradi neustreznega vzpostavitve notranjih kontrol, da je prihajalo do prevar, ker so bile pač nezdružljive funkcije enemu človeku dodeljene. Dobro, ok, super. Hvala. Prosim. Jaz bi pa vprašala, kako je s prehodom iz višješolskega na ta dodiplomski študij. Je potrebna diploma na višji šoli? Mislite, končana mora biti diploma, ja? Je pogoj za vpis v bistvu v drugi letnik, ne? Zdaj, da v drugi letnik se vpišete, je pogoj. Zdaj, če pa nimate še diplome, čeprav razumem, verjetno ste že vse izpite naredili, pa še nimate diplome, ali kako? Tako, Zdaj pa veste, da boste na primer vi diplomo naredili do, ne vem, če imate plan, da jo boste naredili do začetka novega študijskega leta, bolj tako ali tako, ni problem, Zdaj, če pa še točno ne veste, kako bo, pa vam ne moremo zagotoviti, da bo vpis v drugi letnik možen. Ker če diplome potem, ko vas uradno vpišemo, ne dostavite, potem bi vas morali vpisati v prvi letnik. Samo to vem, da v bistvu je pogoj diploma. Tako. Da se ne da preskočiti ene diplome. Ne, žal ne. Hvala. Je pa možnost, če tako bom rekla, če pa ne bi imeli interesa, da diplomo tam pišete, ker veste, da želite na visoko, pa se vpišete v prvi letnik, pa potem v bistvu z temi prošnjami za priznavanje izpitov lahko prosite kaj za priznanje, če ste tam opravili, pač vam morajo potem na višji šoli dati potrdilo, da ste izpite opravili. Potem v bistvu pri nas nosilec predmeta pogleda, kakšne vsebine ste tam poslušali, pa vam je delno lahko izpit priznan.
praviloma zelo redko bo v celoti priznan, ker vseeno je nivo znanja na višji šoli malo višji, ne, in zdaj ne vem, če bom si izmišljevala, če ste poslušali tam uvod v računovodstvo ali pa neke osnove računovodstva, bo naša predavateljica, ki predava uvod v računovodstvo, pogledala, kakšne vsebine ste poslušali, koliko kreditnih točk ste pridobili, se to primerja in vam potem lahko mogoče del predmeta pri nas, uvoda v računovodstvo prizna, pa reče, treba opraviti če samo ustni zagovor ali pa treba neko nalogo, pa imate pri nas opravljeno. To se pravi, bom rekla, na ta način lahko mogoče hitreje prvi letnik opravite, ker uveljavljate določena znanja, ki ste jih na neki višji šoli dobili. Ni pa možen vpis direktno v drugi letnik, če ni diploma končana, ne. Zdaj vas pa ne slišim, če še kaj govorite. Ja, se razumem, ja. V bistvu lahko bi šla v prvi letnik, pa bi mi, mislim, če bi se zdaj, pa bi mi nekateri izpiti bili priznani, potem bi pa šele v drugi. Če ne nameravam narediti tlele. Tako, ja. V bistvu bolj bi se zavleklo, tako. Ja. Zdaj sicer, če imate vse izpite narejene, mogoče pa vseeno ni tako slaba ideja, da naredite diplomo, ker še je nekaj časa do začetka novega študijskega leta, pa se potem vpišete res direktno v drugi letnik, no. Ja, se tudi, če se vpišem v drugi letnik, bi mogla prositi za priznavanje izpitov. Zdaj, če se vpišete v drugi letnik, potem vam je prvi letnik priznan, razen če dobite kakšne diferencialne izpite, potem pa začnete s predmeti v drugem letniku. Ja, se to bi mogla še preveriti, kateri izpiti bi mi bili priznani. Ja, tako. Hvala. Prosim. Še kdo, še kakšno vprašanje? Jaz bi pol pač za individualno. Okej. Ja. Torej, če ni več drugih vprašanj, bi vas jaz prosila, če imate še zdaj kakšno dilemo, vprašanje, dajte mi pisati na mail, jaz sem pripisala tukaj mail v chat, upam, da vidite, če ne še enkrat ponovim, darinka.kamensek@vsr.si. Predvsem tisti, ki ste mogoče že končali kakšen študij ali pa karkoli, da vas bi zanimalo, kaj bi imeli priznano, lahko malo pogledamo. Potem pa, če ste kar nekako ogreti, pa vam predlagam, da mogoče res izkoristite to ponudbo, ki sem vam jo dala danes in začnete čim prej, če vam tole čas dopušča. Zelo vas bomo veseli in se potrudili, da boste dobili veliko novega znanja, ki ga boste lahko uporabili pri svojem delu. Hvala vam, da ste se danes udeležili informativnega dneva in upam, da se kmalu srečamo. Tudi vam hvala. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.